Tako je za Aniko Horvat zapela vsa dvorana. Sicer pa je bil to koncert, ki so ga oblikovali predvsem mlajši in starejši s kromosomsko motnjo, ki jo povzroči dodaten 21. kromosom. Res sem imela kar veliko vlog, v bistvu sem imela glavno vlogo sovoditeljice ter pevke in plesalke. Vsak dan sem vadila ta govor do sovoditeljice skozi, vsak dan. Pobudnice koncerta sta bili Sonja Žugič in Ida Slapšak. Sama sem mamica hčerke z Downovim sindromom, prav tako je gospa Ida, mamica sina z Downovim sindromom. Večkrat se dobivamo, se pogovarjamo, no? In ob eni priložnosti smo bili na neki prireditvi, smo rekli, zakaj pa ne bi še mi nekaj organizirali, da pokažemo ljudem, da med nami v Posavju živijo otroci z Downovim sindromom. Tem ljudem je sicer treba nameniti posebno pozornost iz dveh razlogov, meni predsednica sekcije za Downov sindrom. Prvi je ta, da ima skoraj četrtina ljudi z motnjo v duševnem razvoju prav Downov sindrom. In če pomagamo njim, pomagamo celotni skupini in to se mi zdi zelo pomembno. Drugi razlog je preprosto ta, da so to ljudje, ki so izredno topli, ki jih lahko sprejemamo, ki imajo izjemne človeške kvalitete in ki nam obogatijo življenje na drug način, kot smo ga običajno vajeni. Zadnja leta je največja skrb staršev otrok s to kromosomsko motnjo, kdo bo skrbel za njih na stara leta. Mi se prizadevamo, tako kot smo tudi zapisali v svojo koalicijsko pogodbo, predvsem za neinstitucionalne oblike varstva. Se pravi za pomoč na domu, za ohranjanje v njihovih okoljih, za oskrbovana stanovanja. V Sloveniji se sicer na leto rodi okrog 15 dojenčkov z Downovim sindromom, dosegajo pa od 50 do 60 let starosti.